Dober večer, pa zelo dobrodošli na enem, sicer že tradicionalnem večeru, ampak vseeno zelo specialnem, na večeru izida nove monografije v zbirki Itarina, se pravi zbirka monografij, kjer je vedno posvečena zmagovalki oziroma zmagovalcu dobitniku nagrade za življenjsko delo, ki podeljuje Društvo slovenskih audiovizualnih igralcev. Za letos bom še zamolčal, kdo to je, ker to itak je že mesece nazaj, že itak vsi vemo, kdo in kako. Drugače pa je še nekaj specialno, ker je že malo pravljični večer oziroma pravljična številka, ker je to že 7. monografija, ki je danes izšla, je še čist topla, tako da tam v predverju tudi dobite za pošlatati, če bo treba. In sicer začeli smo par let nazaj, prvi je bil Ivo Barišić, je bil prvi nagrajenec, potem je bila Silva Čušinova, za njo potem Špela Rozin in Boris Cavazza istočasno, se pravi v istem letu, potem Ivanka Mežanova, Boris Juh, nocoj pa Milena Zupančič. To tole. Mogoče potem v zbirki še, potem sigurno med pogovorom tudi še kakšno besedo, 2, 3. Zraven absolutno je potrebno se zahvaliti seveda društvu zaradi tega, da sami sebe hvalite za to, da to delamo. Drugo, kar je absolutno AIPI, zaradi tega, ker zdaj na srečo se preko teh namenskih skladov, zlasti mi smo seveda deležni sofinanciranja iz sklada za izobraževanje, da to sploh lahko obstaja in predvsem, da imamo eno zgledno in več kot zgledno zbirko Itarina. Bom tudi povedal, da letos na festivalu knjige smo dobili tudi nagrado za najboljšo oblikovano zbirko v Sloveniji. Ajda Šmidova je pa najbolj kriva za to, ki je tudi tle nekje v dvorani. Ajda, hvala ti. Jaz upam, da sem formalnosti obdelal. Zdaj gremo pa na bolj neformalne stvari in sicer tole v ospredje vabim Mojco Kranjčevo, ki je urednica te zbirke, potem Majdo, ki je Šircovo, ki je avtorica knjige, tako da tudi kar prosim gor. Majda že v drugo sodeluje z nami, ona je Borisa dobro obdelala in seveda potem prva, Milena. Kar tlele se. Mislim, da vidi z Majdo peta, tukaj ni bilo bolj. To nimam benga smisla. Dober večer. Mi se bi malo pogovarjali. Ne bi se prestiran spraševali, pa odgovarjali, pa mislim, jasno je, osrednja tema je sigurno tema in subjekt in objekt, vse v enem, Milenca, in seveda mogoče pa tudi knjiga sama, glede na to, da ima vseeno tudi knjiga neko poslanstvo. Jaz bom vseeno, sem vedel, da bom eno formalnost svojo lastno pa le preskočil. Jaz bi Mojco najprej pozdravil, pa hvala. Hvala, da si tukaj, hvala, da si z nami. Me pa predvsem najbolj me zanima, zakaj ti pravzaprav si z nami. Mojca ni od samega začetka urednica, najprej smo to počeli eni amaterji, ki smo mislili, da to se tako z levo roko počne, pa to ni čist res, čeprav nas ni nič sram za tiste prve edicije, ampak me pa vsem zanima, Mojca, hvala, ampak zakaj? Sprejemam zelo, dober večer želim, takole dosti. Čim bližje. Čim bližje, ok. Hvala za pohvalo, ki jo z veseljem sprejemam, ne bom skromila, ker tudi ne bi rada širila te, kako ne rečem, notorične lastnosti urednikov, da so nevidni. Kajti paradoksalna značilnost urednikov je, da so vidni takrat, kadar jih ni. To je nekam, kako ne rečem, dosti sorodno
dramaturgom, no. Tako da mi je jasno. In v bistvu razlagati, zakaj si tukaj zraven, je tako mogoče malo skoraj, da bi hotel vic razložiti, no. Ampak Punchline na začetku. recimo, moram pa reči, da seveda, če nimaš dobrih sodelavcev, če nimaš dobre ekipe, če nimaš dobrega zaledja, potem tudi uredniškega dela ne moreš dobro opraviti. Seveda je zmeri, tudi tako kot v vsakem drugem delu, tudi tle, zmeri se nikoli ne konča, zmeri bi se dal še kaj popraviti, še enkrat kaj preveriti, še kakšen zajem zaslona najdeti kje, ampak v eni točki je treba narediti črto in reči, ok, gre v naslednjo fazo. Ampak kakšen se ti zdi pa pomen te zbirke, mi da se nekaj kar prekramljala okrog tega, pa da ne bom jaz izdajal, je bolj na mestu, da ti. Najbolj se mi zdi, da pa najhitrejše povem, da film seveda ni na ta način efemeren, kakor je na primer gledališče, ne. In gledališče je strašno nehvaležno za zgodovinopisce, ker zelo težko ali pa v bistvu ne morejo rekonstruirati tistega, kar je bistvo gledališča, ki se pa zgodi seveda vsak večer nekje tam v zraku med publiko in dvorano. Film seveda si lahko zmeraj znova ogledamo, posebej zadnje čase, kadar so tako fino kako se reče, rekonstruirani ali zrihtani na novo. Ampak v eni točki sta si pa film in gledališče vendarle sorodna. To je pa v bistvu moment, v katerem je bil film narejen in potem prvič predvajan, je seveda nek določen zgodovinski trenutek, zgodovinski skratka čas in prostor in referenčni prostor in metajezik in magar političen kontekst. Skratka vse to, za vse to imamo eno lepo besedo in to je kontekst. In mislim, da vsi avtorji, avtorice teh študij, ki so doslej šle in upam, da bo tako tudi naprej, poskušajo uloviti kontekst filmov, ki jih obravnavajo, kontekst vlog, ki so ustvarjene, in četudi so vse študije seveda fokusirane na posameznega igralca, posamezno igralko, vendarle poskušajo opisati, v kakšnem času in v kakšnem momentu so to filmi nastali. In v tem smislu, četudi je seveda monografska narava teh knjig, se mi zdi, da lahko rečem ali pa celo trdim, da so te študije en zelo dragocen prispevek k zgodovini slovenskega filma in se mi zdi, da jo gradijo z vsako edicijo še naprej. Meni se tudi, kakor jaz doživljam, je tudi, da seveda to postaja ena sodobna slovenska filmska kritika igralcev, ne? Kar je pa bolj ali manj redkost. Ja. To je predvsem zato, ker te knjige, mislim, da lahko rečem, da za vseh 7 doslej, da to niso hagiografije, ampak da so strokovni, mogoče mestoma celo znanstveno navdahnjeni teksti, napisani pa vsi po vrsti tako, da pravzaprav niso preveč zavezani znanstveni strokovni latovščini, ampak da se jih lahko bere tudi razmeroma v enem, tako, kot da so poljudne, no. Tako da se mi zdi, da združujejo te dve stvari, te dve lastnosti. Po referenčnosti, po podatkih in tako naprej pa mislim, da mirno se uvrščajo med strokovno literaturo. Hvala ti. Majda, kako je pisati Mileno? Bo Milena povedala, zato bom jaz čim krajša, da bo ona se razgovorila. Milena ima mrskaj za povedati, ampak si zato jo šparam, dokaj bomo na njo skočili. No, ampak preden na to odgovorim, moram povedati, da ta zbirka z velikim zadovoljstvom, da nastaja in da se bogati in da je že pri 7, nekje nadomešča ali dopolnjuje nekoč načeto zbirko Slovenski film, kjer so tudi filmske zvezde prišle na svoj račun ali pa režiserji od Štiglica, Čapa in tako naprej. In potem, ko je nastala luknja, ne, in ko se to ne več izdaja, je ta vaša iniciativa zelo dobrodošla in se izkazuje tudi kot zelo dragocena. Ker ni lahko pisati in resnično je, kot si namignil, malo zdaj med vrsticami, da je
opisovanje vlog filmskih zvezd ali pa igralcev in igralk dost ni prav pogosto. Po filmu se piše, ampak dobro, ja, igrala dobro. Se vidna je bila ona vloga. Ne? Sodelovala je. In Milena je enkrat na začetku, ko sem pregledala vse, kar se dal pregledati, rekla, da ko je začela nastopati pri prvih filmih, so nekako ti rekli, iz te pa še nekaj bo. Iz te pa še nekaj bo in potem, da je malo zavila oziroma odmrla kritika ali bom rekla analiza, ne kritika določenih vlog, no ne povsod, v določenih kritiških prispevkih je to bilo prisotno, ampak vendarle ne, mogoče ob nagradah in to. Ne. Kako pisati Mileno? Milena je eno polje, ki je tako znano, ampak hkrati, mogoče tudi zaradi tega, ne čist enostavno. Je zvezda, si zvezda, ampak nisi zvezda samo odra, nisi zvezda samo filma. Moje stališče je, da si zvezda življenja in prav zaradi tega sem tvoje življenje nekje poskušala iskati tudi v teh vlogah. In gledati, koliko se mi nekateri tvoji filmi ali kar si filmi dotaknili, koliko so me sesuli, koliko so me pognali, koliko sem videla, kakšna je bila tvoj angažma in moč, da si vstopila v drugo identiteto, na kakšen način si to počela, fascinantna se mi zdi tvoja tehnika vstopa v drugo osebo, ne, skratka, skozi ta čustveni spomin in tako naprej. Ja, ker spekter teh vlog je neverjeten. Je neverjeten, ki sega od jaz pravim, femme fatale v Blatnem dolu, tam, ko sesaš kri bogemu idealistu, ne, ob vsak dan večjih pogreznjenjem v blato, tam, kjer si dobesedno pijavka, ne, do tega, ko si fatalka in segaš v srce moškim, kjer si tako močna in nedosegljiva in svobodna do tukaj, ne, kjer si fenomenalna in kjer dejansko udejanjaš vse to, kar ženska še danes hrepeni, ali pa ne samo ženska, vsakdo po en košček sreče, da bi se realiziral, pa se kar se odmika, dokler ne ostaneš tam nekje v enem makadamu. Ne. Ali pa do nežnega angela, ki mu seveda poči srce od prevelike sreče. Skratka, od velike sreče do majhne sreče, vmes pa polje, ki ni bilo tako, ki je široko, ne, in je fajn, da je zajeto sedaj tako skupaj v enem kosu. No pa končno Milena. Pogovarjamo se tako, da če bi kdo kaj pripomnil, vprašal, dobrodošli, bodimo čim manj formalni. Šment, jaz ko sem tole prebral, tako kar ne dojamem, kako eno bitje sploh lahko vse to ustvari. Mislim, kdaj? Jaz se tudi čudim. Vse, izvoli. Vse, ne? Ja, jaz se čudim. Ko sem jaz tole pogledala, kaj vse je Majda naredila, kaj je vse odkrila, je za 3/4 vlog se ne spomnim. Ampak kako je pa dohajati Mileno? Ja. Mislim, da ti kdaj uide, ker tole je... Se ne sme. Ne sme? Aha. Ne sme. Milena izmeramo ostane, ne? Tudi ne bo filmska, naj bo teatrska vloga, to je, ne? To ostane, ampak ostanem tudi jaz, kot jaz. No. Sem narobe vprašal, ja. Ja. Jaz mislim, tako da ti vidi, kaj si videl, kot je en zelo dinamičen veter. Mislim, ti si povsod. Pa si istočasno na odru, pa si na radiju, pa si na televiziji, pa si na filmu, veš, en tak topo jugo. Ja. Zato pravim, če ti kdaj uideš. Ja, ne, to se tudi jaz, moram reči, zadnje čase velikrat vprašam in še jaz ne morem verjeti, kako je bilo to mogoče vse narediti. Namreč res je ogromno, ne, ogromno in filmov in televizije in vsega, teatra ogromno. Res pa je, ne, da seveda sem jaz to tudi počela tako, da sem
v istem dnevu oboje delala, ne. Sej veš, kako to gre, ne, pa imaš vaje, imaš predstave, po predstavi, recimo, kaj je Spoti ali kako se že ta film imenuje, no, ker sem en del ga tudi v Benetkah snemala, in jaz sem imela predstava se pozno konča, pa v avto, pa lepo v Benetke, pa v Aporeto, ne, pa na mesto, kjer smo snemali, pa sem morala spet nazaj, ker sem drug dan imela vajo, pa sem imela predstavo, pa zvečer spet isto pot, ampak to se mi je ponavljalo pri mnogih filmih, ampak ni bilo prostih sobot, ni bilo prostih nedelj, ni bilo počitnic, tako, ne, skratka, vse je bilo treba, ves čas je bilo treba, vsako sekundo je bilo treba izkoristiti. Hvala Bogu, da sem imela to srečo, da sem imela toliko možnosti. Poleg tega pa seveda, a ne, jaz sem čisto ena normalna ženska, mislim, kolikor se da biti normalen. No, to ti praviš, ampak in je tudi še veliko dela druga bilo zraven, ne, je bilo tudi še doma kaj za delati, pa recimo je bilo majhen lažje, ne, je bilo tudi, dokler si sam, potem, ko imaš pa otroka, pa seveda niti tisto uro ne počivaš, pa ne spiš, ampak letiš hitro domov, pa rihtaš naprej to, pa pa in vedno imaš potem na nek način neko slabo vest. Imaš slabo vest v teatru, da si premalo z otrokom, si z otrokom malo več, imaš slabo vest, da nisi v teatru ali pa na filmu, da ne snemaš. Skratka, ni tako zelo enostavno, ne. In to sem jaz že večkrat rekla, tako da recimo našega poklica ne morete usporediti s katerimkoli drugim, tudi športniki, ne, ki jih jaz občudujem, jaz sem fan, absolutno njihov. Ampak našega dela se ne da ne v metrih, ne v sekundah meriti nič, ne, to je čisto neka druga pot, ne, in tudi, kaj jaz vem, ko si mlad, je pravzaprav težje, potem, ko prideš že majhen bolj v leta, ne samo to, da ko si mlad, a ne, moraš biti skozi zelo fit, zelo fajn, moraš biti, bojiš se sploh manjkati. Zato veliko igralk nas ima otroke oziroma smo imeli otroke zelo pozno, zaradi tega, ker si tega enostavno mlad nisi mogel privoščiti, ker je bilo treba skozi biti v fokusu, skozi se še ukvarjati s tem, da te sprejmejo, da te marajo, ne. In ni enostavno, poleg tega, da seveda nič še ne veš, zelo malo veš še v poslu, a ne, se veš kako jaz, ko sem ampak tega ne veš takrat. Jaz sem pa kar vedela. Da bolj malo veš v poslu. Da bolj malo vem, recimo jaz sem pri prvih filmih, čisto prvih, ne, jaz sem imela nisem imela nič, ne. In sem imela grozen kompleks, ker takrat, ne, se filme malo drugače snemala, ne, kar pa se je merilo od kamera pa do nosu, se je merilo, ne. Meter v roke pa je. Ja, ker to se je vse na trak snemali. In ko so meni to začeli meriti, pa so ti strah lekali od kamere pa meni do nosu, jaz sem bila prepričana, da zaradi mojega velikega nosu jim delam probleme. In sem bila zelo nesrečna in zelo sem me skrbela, ne. Ampak sem pa tudi seveda zmeraj pa poskušala narediti vse, kar se da, ne. To imam pa jaz od svoje krasne profesorice z akademije, gospe Vide Juvan, no, to sem že najbrž parkrat povedala, ampak je res. Ona je rekla, igralec nikoli ne reče, da nekaj ne zna, da nekaj ne more, da je bolan, ne vem kaj, igralec funkcionira, dokler ne crkne, ne. Pa gre jahat tudi. In to kar na lipicanca, pa po celem srču. Ja, točno to sem tudi delala, ne, to. In se zmeraj vse narediš, ne. In vem, da sem tam, mislim, z Bevcem, ne, pokojnim, sem jaz veliko snemala, jaz sem bila velikokrat njegova žena. Ampak to sem zdajle še moram reči, da me je Majda zelo veliko spomnila v svoji knjigi s tem. In vem, da sem en film, kratek, ne, smo snemali in jaz takrat še nisem imela šoferskega izpita, kamoli da bi znala šofirati, ampak igralcem nikoli ne reče, da nekaj ne more, pa da nekaj ne zna, ne. In sem se usedla v fičota, pokojni Deglerija je bil snemalec,
In kamera tako, jaz v avto, fičkota seveda, takrat druga, kaj ni bilo. Tako je bil en plot in rečejo si samo tole, ne, predstavo daš, pa čist počas greš in tako, ja, prav, bom že. Jaz seveda to spelem. Un se brže po tleh s kamero, da mu jo nisem uničila. Jaz sem šla direkt v plot, dobro, da je bil plot. Ampak, če se on nepravočasno umaknil, bi jaz še to poškodovala. No. Skratka, tako sem bila jaz na začetku. Čisti bošček, no. Ampak pol pa ne, se učiš, pa učiš od vsega vse, ne, pa počasi. Tako še tudi tu in tam, ne. In pol, ko pa nekako misliš, da si že kar precej daleč prišel, ne. In ker meni je bilo v začetku, recimo kamera mi je bil tujek nekaj, pač komer se jaz nekaj grem, ne. Mislim, ni bil. Raven, ko pa sem prišla do točke, ko je meni kamera zares začela biti partner. Jaz sem nenadoma bil čist drug kontakt in je bilo pa konc, ne. Je bilo pa konc, je pa država razpadla, mileni so šli filmi adijo, ne. Do takrat sem jih zelo veliko posnela, ne samo v Sloveniji, tudi drugje. Pol je bila pa orang pavza, a ne. Glih takrat, ko sem šele pravzaprav vedela in res s kamero lahko sodelovala, kot da imam pred sabo živega partnerja, ne. Kako je bilo pa s kameramani? Kako pa z direktorji fotografije? Kako si imela pa z njimi odnos? Z njimi je treba imeti, to sem jaz že večkrat rekla, pa še zmeraj mislim, pri filmu je neumnost, če mislijo igralke, da je treba biti zelo blizu, pa zelo prijazen z režiserji. Ne, masker pa direktor fotografije sta tista dva. Ne, pa sej tudi takrat smo samo skozi zuhr gledali, sej samo snemalec vedel, kaj samo se to so, ne, ker to je bilo vse na traku, se veš, pa se je pa to dal razvijati in prednje je to prišlo nazaj, igralci nismo imeli pristopa, da gledamo posnetke, ne. To je koštalo, ne. Nič, ne, to je bilo samo za A skozi zuhr si kdaj pogledala? Nikoli. To je drago. Nikoli. In nisi pravzaprav čist nič vedel, kaj bo na koncu, ne? Kaj boš gledal, ko boš... So bila druga pravila. In jaz moram reči, da je bilo to pravzaprav dobro. Ker če bi vmes še mi gledali posnetke, ne, mislim, te razvit material, ne bi bilo dobro, ker ponavadi si nisi všeč, ne, sebi sploh ne, ko se gledaš. In če bi to gledal, pa bi pa začel spreminjati, kaj pa bi bilo vse, bi šlo po ritmaš, po domače povedati. Ne, ker jaz mislim tudi, če bi vlogo začneš napačno, recimo napačno, na drugačen način, je boljš, da jo skozi tako napačno do konca narediš, kot pa da jo vmes spreminjaš, ne, pa da si čist nek drug. Ne, to ne gre, no. Ampak kaj pa zdaj z sodobnejšo tehnologijo, se pravi, ker takrat seveda najprej si bila pri Berti 2 uri, da si ni svetla, pa je bilo treba malo zvaditi, pa samo enkrat, kad celuloida ni, to je treba šparati, zelo malo hitreje igrati, no, da bo. Ampak danes pa vse tehnologija, pa mislim, ti si tako prisotna še vedno in še kar. Odsej sem pa zelo malo, skoraj nič. No, kdaj imaš naslednjo predstavo? Ja, če bo sreča imela junija. No, mislim, se pravi, še zmer, ne? Ja. Ne gre. No, ampak pravim, to zdaj kljub vsemu, mislim, zdaj zadnje leta, se pravi, odkar je ta tehnologija, da se lahko pogledaš, pa da je to celo ne samo dovoljeno, tudi dobrodošlo, zdaj pa preneseš, da se pogledaš. Ne, nikoli ne gledam. Res sem skoraj nič snemala, zelo malo zdaj v zadnjem času in vsi letijo potem po koncu kadra pred monitor gledati. Na misel mi ne pride, da bi šla. To mi je ostalo. To mi je ostalo, nekaj, ne. Ne vem, če je to zelo dobro, no, da igralec skozi se opazuje, pa kontrolira sebe, pa režiserja, pa vse. Ne vem, no. Smo različni, no. Vsak po svoje, samo da je dober. Ja. Kaj praviš, to mi je še zmeraj ostalo. A imaš ti je kakšen film ali pa kakšna vloga, ki ti je posebej ostala? Ali pa da bi rekla, če sem še malo bolj zoporen,
A imaš občutek, da je te kakšna vloga, film, da te je tako zavestno spremenila? Niti ena. Niti ena, ne. Niti ena. Tako kot je. Okay, ja. Kaj pa, če bi pa zdaj imela na izbiro, ne, si v formi, tako Ja. kot zmeri, babam, Ja. reče na izbiro, ja, ja, si v formi. Kakšen film, oziroma imaš kakšno idejo o tem, kakšen film bi pa rada ali pa kakšno vlogo bi rada naredila? Ja, veš kako, včasih sem še imela, ker sem še malo mislila včasih, da mogoče bom pa še kaj snimala za resnega, ne, tako res kakšno močno vlogo, kjer bi lahko pač, ker vedno ti pravzaprav govoriš iz sebe, delaš iz sebe, delaš tako, kot ti čutiš okolje okrog sebe, delaš tako, mislim, nikoli ni dobro si nekaj, kar sam zmišljati, ne, se veš, vse je treba, da prihaja pravzaprav, da je zares dobro, pa da ljudje to zanima, je to, kar ti nosiš v sebi, a ne, kar te moti ali pa kar te veseli, se ni važno, ampak nekaj, kjer jasno poveš, recimo, kaj, da nekaj ni v redu, a ne, ker žal je marsikaj ni v redu, a ne, govorim o družbi pa o vsem tem naokrog, marsikaj ni, ampak to je, to se da skozi tako pravo vlogo se to da tudi povedati, se da tudi razložiti, se da, če drugega ne, ena ali pa dva ali pa trije pa mogoče začnejo razmišljati o tem, pa ali se spremenijo od svoje mišljenje ali ga pa ne, ampak se mi zdi pa, da je bistveno, da se tudi, ne, ker ni, saj imamo mi igralci, a ne, imamo to srečo, da imamo velikokrat priložnost govoriti, pa lahko marsikaj poveš, ampak mislim, da se da marsikaj povedati skozi vlogo, ker vloga pravzaprav nastaja iz tvoje glave pa iz tvojega srca, ne. Tako vlogo bi si želela, ne, če bi še, ne, zdaj, kaj bi bila zdaj, zdaj že mama ne bila več, ne, zdaj je bila že babica, ampak tudi babicam se še kakšni marsikaj zgodi, ne. In marsikaj lahko tudi pojejo, pa še bolj zares, a ne, kot pa ena, ki je imela 20 let pa 25 let, a ne. Zdaj bi pa imela kar kaj, še marsikaj za povedati, ali pa se postaviti, mislim, marsikaj skozi vlogo povedati, ampak in predvsem sem še zmeraj na tem, da je treba, pa nisem jaz nobena, jaz ne delim svojih vlog ali pa nikoli jih nisem delala iz neke neskončne ženske pripadnosti, ker vedno mislim, da morata biti dva pola, brez ne gre. Ampak ne bom nikoli trdila, da smo ženske boljše pa pametnejše pa ne vem kaj kot moški, ne, ampak bilo zelo fajn, da bi bili vedno enakopravni, a ne. Mislim, to je tisto, ne pa da bi rekli, da smo samo mi tako pametne, moški pa ne, to ne drži, ne, to absolutno ne drži. Ampak enakopravnost je pa še kar na mnogih točkah preveč oddaljena, ne. Preveč oddaljena, saj vi moški na v tem koli mogli biti to, kar smo mi, ne. In nazaj. Nikakor, ker mi smo lahko tudi čarovnice, ne, kakor sem v eni knjigi od Abelarjeve prebrala, mi smo čarovnice lahko. Zakaj smo lahko čarovnice? Zato, ker imamo maternico, iz maternice vse ven izhaja, vi jo nimate, hvala Bogu, nekaj nimate, ne, kar imamo mi. In je ona rekla, zato smo mi čarovnice in se čezmerno zaljubimo, to je tudi res, ne, vsaka je najbrž dala skozi to, da se je enkrat čezmerno zaljubila, vsaj enkrat, ne. Ampak tisti hip, ko nastopi ta čezmerna ljubezen, se pa tudi čarovništvo umakne, nič več nisem, to je pa, ne, ljubezen je pa tisto, kar je potem zavzame ves kompleten prostor, celo vesolje tvoje, ne.
celo srce počno, kot smo tudi že videli, ne v enem filmu. Ene parih pri tebi. Ja. Ja. Ampak mislim, to si zelo ti. Ne? Mislim, to nič ne čudi, da če bi bila zdaj ena vloga in film, je tam, kad ti hočeš in moraš nekaj povedati. Kakor te jaz poznam, mečkam te pa le, Mejduš, ti nisi tih. Ne? Kaj? Ti nisi tih. Ne. Ti nisi tih. Ti kar lepo poveš. Jaz imamo eno skupno izkušnjo leta nazaj v teatru smo delali in v enem momentu Milena ima eno zelo lepo vlogo in takole gleda dol in stopi na rob na rampo in nahrul eno našo kolegico tam v dvorani, kjer je pod rampo in jo nahrul, v tistem žargonu takrat je bilo na pizdi, kva tako kisel gledaš. Kva ti, a miš, kako ne pa jaz delam, če me tle dol gledaš, kada ni vse skupaj nič ureden. Ne vem, če se tim pa povedal, kaj je to bilo. Ampak to je Milena. Mislim, to je tisto. Prav sem naredila. Absolutno, ker res ni dobro izgledal. Ne, tam gospa je bila po poklicu. Ne, da je bila tudi. Pač no, nekdo, ki mora tam dal seveda sicer neko recenzijo zganjati, ampak ti se res ni bilo zagledati. Ja. In kakor te jaz poznam, je bilo to zmeri tako direktno, ja, in nimamo se kaj zdaj slepo mišiti pa gor dol. Tako to je, ne, in to reči. Veš kaj, nekaj še, kako pa smo, ja, ma kdo kaj za pripomn, dekleta, dve, pardon. Ja, zdaj sem jaz predolgo klepetala. Ne, ti si vse tvoj večer, da namer. Mi smo sam zraven, ti ne namer. Jo, nekaj bi pa še rada povedala, ki se hotela na začetku povedati. Ti bom jaz še kaj zaprašati, tako da kar izvoli. No, jaz moram reči, da sem jaz zelo hvaležna temu Društvu slovenskih audiovizualnih igralcev, ki so sploh prišli na to idejo in od vas to je, ne, hvala Mojci kot urednici in neizmerna hvala Majdi Širca. Ona je, jaz vam moram povedati, jaz priporočam, res priporočam, tako se je že Mojca veliko povedala, ampak res priporočam, da preberete to knjigo, ki je pa ima posebno vrednost. Nisem tukaj, ne govorim tega zaradi sebe, pač sem jaz tudi razlog, jasno, ampak Majda je to napisala resnično tako zanimivo. Ne samo, da je tukaj desetletja in desetletja, pravzaprav od leta 50 to kinematografijo slovensko tako prikazala, da marsikdo, ki filmov nekih ni videl, bi mogoče jih šel zdaj tudi pogledati. Ona je vse spravila v kontekst družbenih dogajanj, ne samo v Sloveniji, tudi drugje. Tudi mojih osebnih, ker sem ti tudi hvaležna, ne, ker si kar pošteno vse to povedala. No, skratka, res knjiga, ki je absolutno priporočam tistim, ki imajo radi film, pa tudi tistim, ki ga recimo imajo malo manj radi, pa bi ga mogoče zdaj, ko bi to prebrali, videli, da pa bi marsikdo mogoče ga imel potem še rajši, ne, in bi ga imel rajši in bi mogoče tudi kakšne te filme kdaj pogledal, ne, ker mnogi se veš, ne vejo, mislim, sploh ne poznajo filmov. Moram reči, žal celo ti mlajši kolegi, pa to marsikdo nič ne ve, kaj se je dogajalo pred 20-30 leti, ne. Pa veš kaj, če dovoliš, sam bi se zelo naslovno zraven zredel, ker mislim, da ob tem, seveda ni samo film, je tudi zlasti ena zadeva, je tudi zelo popisan, se pravi celotna televizijska produkcija, v kateri je Milena sodelovala, česar je velik in to domala vsi žanri, ker je televizija gojila in v tistem času, pred tem obdobju, je bilo tudi do osamosvojitve, je bilo tudi TV produkcije zelo veliko, igranga programa je bilo ogromno. In tukaj nek zapis v tem in seveda tako, kot tudi Majda sama pravi v svojem tekstu, pravi seveda, te raziskave ni. Ne, tukaj smo seveda zelo hendikepirani, tako da če nič drugega, tudi tukaj je nek prav zgodovinski zapis tega določenega obdobja skozi Mileno, ki se mi zdi, da ima tudi eno zelo veliko vrednost, no, tako da je res, wow, aj pa mi smo upravičeni do sklada izobraževalnega, ja, tako da je v redu. Izvoli. Tukaj dodala, ne, da muka je bila že pri Borisu, ali tudi sicer, ko se soočam za zgodovino slovenskega filma, z praznino oziroma s težko dostopnostjo televizijskega materiala, ne, ker pri tebi recimo
je ta zelo bogat, no, ne samo pri tebi, ampak nasploh je. Ne? In ne vem, zakaj se to ne vidi, se ne gleda, se ne obnavlja, ker to so dragocene, seveda dobro, drugačna mogoče celo estetika je, ne? Ampak to so neverjetno dragocene banke, ne, filmske. Že tako, že celovečerce je fajn, tudi če si jih videl, tudi če smo videli marsikatere filme dvakrat, trikrat, četrtič, boš videl nekaj, kar prej nisi noter, ne. Tako, jaz sem recimo zdaj zamenjala ne, neke sekvence, ki so mi ostale v spominu, sem videla nove, ups, to je pa boljš kot ono, ne vem, boljše drug prizor, kot recimo tam, kad te v pesku v Makedamu vržejo, ali se vržeš, ali kakorkoli, ne. Mislim, to se spreminja in to je dobro videti, to je dobro gledati. Tudi prvič smo dostikrat ali pa v določenih življenjskih obdobjih, sploh v mladosti, malo drugače vidimo, ne, lahko tudi bolj selektivno, ne? To je treba ponavljati, absolutno, in se mi zdi dragoceno, da se zapiše, pri televiziji bi bilo pa nujno in sramotno je, da je to težko dostopno, ali pač, da bi lahko se vrteli, ne? Da bi se lahko predvajali, številne televizijske drame in nadaljevanke, ne? Ki so mi jih jaz zdaj prvič videla, ne? Pa zakaj sem jih prvič videla, ne? Tudi bi bilo dobro, če bi bile dostopne, ne? Istočasno je tudi to, ko imamo mi majčken odmika, enega časovnega odmika, ker mi smo zelo nagnjeni k temu, da seveda neka noviteta, ki pride zlasti pri TV produkciji, to je bilo vedno treba strgati, ne, da to ni v redu, to ne dosega standardov, to lalala. Po enih 10 letih pa stvar zgleda ne samo gledljiva, ampak dobra. Ne. Mi očitno rabimo eno distanco do tega. Mislim, da tudi iz tega vidika, brez nekih nostalgij, kaj smo pa gledali v mladosti, ampak mislim, da tudi iz tega prekritičnega vidika, da je to tudi dobre stvari še enkrat pogledati, pa mi je če kdaj na voljo. Mojca, samo še to, kako glede na to, kako je bilo pa z tem, se pravi, fotomaterialom, to je bilo dostopno zate, tle je to eno morje enih stvari, mislim, kako si pa znotraj tega ti plavala in splavala, oziroma kako si lahko do tega prišla, no? Prosim si. Prej sem omenila, da ne moreš urednikovati, če nimaš dobrega zaledja, seveda bi lahko to zdaj malo razširim in rečem, da so tukaj 3 res zelo, zelo dragoceni viri za foto gradivo in seveda tudi za podatke. No, za podatke je še 4. vir in to je baza slovenskih filmov. To je spletna stran, ki je razmeroma mlada in se vsak dan širi in dopolnjuje in to je pač tista točka, kamor greš najprej, ko kaj raziskuješ, pa seveda te podatke, ki so tam, dopolnjuješ iz 3 v glavnem virov, če ne štejem privatnih zbirk in tako. To so Slovenska kinoteka, Filmski muzej, Center za teatrologijo in filmologijo pri AGRFT in pa zelo, zelo dragocen arhiv RTV Slovenija. Dostopen. Ja. Super. Je dostopen. Ja. In zelo, zelo, kako ne rečem, kulantnimi sodelavci, sodelavkami. Ne vsi naenkrat, ampak če bi kdo kaj dodal, vprašal, kako se temu ni, ne vem, ko je že to po slovenski, pričal o kakšnem, če ne, bomo počasi šli naprej, šli na film. Milena, čestitke, letos je tudi tvoje leto, ne? 86, počakva, je še cajt. Ne, nisem se učil. Je treba povedati, no? Počas. Oziroma zadnjič mi je en prijatelj rekel, ni okroglo, je bolj oglato leto. Zelo, zelo čestitke še enkrat tako za nagrado, kakor za monografijo. Uživaj tudi zdaj, ko boš uspela tole likovno plat pogledati. Hvala, da si, grazie desistere. Gospe, najlepša hvala za sodelovanje, hvala še za naprej. Publika vam za obisk, ampak ne še uiti. Zdaj pa hvala tudi Slovenskemu filmskemu arhivu. Oni so nam namreč omogočili, da si pogledamo zdaj film po Milenini izbiri in sicer Udovstvo Karoline Žašlar. Potem pa seveda druženje, kramljanje, kakšna knjiga je še zunaj, mislim, da izvoli. Glede na to, da ste izbrali ta film, pa bi me zanimalo, zakaj ste izbrali ta film in kakšne spomine imate na snemanje tega filma in na kraj, Sladki vrh, v katerem se je film. Zakaj si izbrala ta film, kakšne spomine imaš na ta film, pa kaj še? Kakšne spomine
Na Sladki vrh, ja. Kakšne spomine na film, kakšne pa na Sladki vrh? Ja, na vse imam zelo lepe spomine, pa zelo dobre spomine. Pa zakaj sem izbrala ta film? Zaradi tega, ker bi nekako rekla, da mi je najljubši in še zmeraj mislim, da je to, ne samo zaradi mene, tudi sicer mislim, da je to eden najboljših slovenskih filmov sploh. Mislim, recimo v tem nekem razdobju, ne, odkar je bil, mislim, da je zelo dober film. Jaz sem imela to vlogo neskončno rada. Sem se celo štajersko učila, ne, se nisem bila nikoli Štajerec, ampak dober, približek, no, recimo. In na Sladkem vrhu so bili, najprej, ko smo mi prišli na Sladki vrh snemati, ko smo začeli snemati, namreč treba je povedati, pa zdaj nič ga ne ogovarjam, jaz sam ponavljam to, če sam Tone Partlič pove, ne. On je bil tam učitelj na Sladkem vrhu. In v tistem času, to tudi on sam velikokrat že povedal javno, je bil kar orang zapit, ne. In pridemo mi tja, pa so začeli oni, so nas najbrž sovražno sprejeli, kaj te ima on o nas zapisati, ko smo ga ven iz jarkov vlekli. No, ampak potem s časoma seveda smo se pa zelo spoprijateljili. In so sodelovali in so bili kot statisti, celo hči od ta prave Žašljarce, od te, po kateri je Partlič napisal ta roman, njena hči je tudi sodelovala, je bila tudi statistka. Skratka, potem smo se pa nekako zelo dobro razumeli in je bilo super, smo se imeli tam na Sladkem vrhu, sicer smo se vsak dan vozili v Maribor v hotel, ker smo tam spali, ampak no, in v sami tovarni, ne, v Sladkem vrhu, na Sladkem vrhu, tam smo veliko snemali, ne, tam ta Žašljarca je veliko tam v tej Palomi, ne, saj Paloma, ja. No, in pravzaprav smo še do nedavnega imeli še kar zelo lepe stike. Oni so imeli, najprej so imeli enkrat neko obletnico silno tovarne, seveda so me povabili, ne, ker so me kar nekako, sem imela tak občutek, da so me kar vzeli za svojo, da sem jaz tudi kar malo njihova, no. In seveda sem jaz šla. In tam je bila neka prireditev, velika prireditev ob tem slavju in prav režiser, no, ali pa oni so hoteli, da bi pa jaz kaj povedala, kako je bila na snemanju Žašljarce. Sem rekla, pa kaj če mi je zdaj tam na odru govoriti, kako smo snemali. Sem rekla, nič, kaj pa, če bi se jaz oblekla v Žašljarco. V metu se ne morem, sem bila vse glih že malo v letih, ne. In sem se in čudo božje, da so imeli na Vibi v fundusu še zmeraj obleko od Žašljarce, ne, ker to ponavadi težko dobiš, ne. Ja, no, in sem jo dobim jaz obleko tisto za, ker na koncu, tako rekoč malo pred koncem, ko ona med tistim papirjem posluša Tranzistor in je že čist na koncu, reva Boga, ke pol kmalu naredi ta samomor, ne. In fino. Zdaj, tam pa imela oblečen tudi en tak brezrokavnik pleten. Tega pa niso imeli. Ampak sem ga jaz dobila na Beli doma pri sosedih. Iskala Tranzistor, tak kot je bil, ne, da bi ga dobila, da bo vse tako, kot je. Nikjer ne v Drami, ne tam, ne nikjer ga niso imeli. Spet sosed, sem, kaj imaš ti kakšne stare tranzistorje? Prav jih imam kar nekaj, kar prid gledat. In jaz ga dobim, ta pravga. No, in Berta Meglič je bila, hvala Bogu, takrat še živa. Jaz kličem Berto, pravim, Berta, a bi ti mene uštimala za Žašljarco, se jaz oblečem v Žašljarco za Sladki vrh. In ona pride, me namaže tako, kot je, mi da lasuljo, jaz sem mislila, da sem bila s svojimi lismi, sem imela lasuljo. In skratka, jaz sem zdaj Žašljarca. Zakaj? Zato, ker sem pol pa se z režiserjem tako zmenila, da so na platnu, tako kot zdajle, ne, so zavrteli tisto odlomek, ko ona sedi tam s tranzistorjem, vsa nesrečna med tistim papirjem, tisti koluti ogromni, ne, in
pa smo se pa tako zmenili, da je tema, gledajo to in potem pa Žašljarca v živo stopi, luč se prižge in Žašljarca stopi ven iz prizora ven in grem proti publiki. In edini stav, ki sem se ga spomnila iz filma, je bil, kak sem bila jaz enkrat mlada. No, in je bilo to, seveda je bilo kar dobro, no, so bili vsi kar malo šokirani, no. Pol pa so pa še enkrat imeli še eno obletnico, še eno veliko, so pa, moram reči, vsaka čas seveda tudi povabili. Cel kraj je bil z ogromnimi plakati, mislim, kako se temu, jumbo jeti, pravzaprav fotografije iz filma, in stojnice in povsod pijača, hrana, vse, to je bilo, cel kraj je seveda spet živel za to Žašljarco, ker je bila pa obletnica, meni se zdi, da je bilo takrat 40 let snemanja in tovarna je pa tudi imela en tak, tudi neko obletnico in so vse to zrihtali. Cel kraj seveda je za to živel in jaz pridem tja. No, pol je bila pa tudi ideja, ne, da pridem in da potem se mi sprehajamo s publiko, kdor je hotel od kraja do kraja snemalnega, kjer se je kaj snemali. In da jim jaz povem, tle v tej hiši smo mi snemali, ne, tle je bilo njen stanovanje, tam nekaj ki me Boris vleče z motorjem. No, in smo hodili in res hiša še zmeraj taka, kot je. Ampak pridemo pa do tam, do tega makadama. Jaz sem rekel, pa kakor se je spomnil, smo to tle snemali. Ma kaki, zdaj je tam asfalt. In cel kup stvari je sicer malo spremljen, kraj je veliko večji, ampak ljudje pa srčni in krasni, še zmeraj, ne, in potem seveda od šanka do šanka, ker so tudi vse pripravili. Skratka, zelo lepo. Moram reči, jaz imam najlepše spomine na film, na vse te ljudi tam. Bili so seveda tudi igralci iz Maribora, je bilo jih kar precej, ne. In smo se vsi imeli prav super smo se imeli, no. Tako da je pa res, da to sem tudi že povedala. Jaz se že ne vem, kaj sem povedala, kaj pa nisem, ker sem že tolikrat govorila. Res je, da smo prekinili snemanje Žašljarce, zdaj bom pa zelo hitro končala. Prekinili snemanje spomladi, pa sem šla jaz vmes čez poletje v Dubrovnik na letne igre, ker sem Antigono igrala in sem 2 meseca tam to delala, potem smo pa septembra naprej snemali. Ampak Matjaž in jaz, ne, sva bila skregana. Na polovici filma se namreč, to je to, kar si rekel, da jaz nikoli nisem tih, ne. In ko je prizor na začetku, ko Žašljarca tam spi v gozdu z mladeničem, Marko Okoren je bil to, ne, in jih zaloti njen mož, Žašljar. In je Matjaževa ideja bila, da pride in da zdaj meni on še kombinežo dol potegne. Se rekel, Matjaž, tega jaz ne bom posnela, to je butast. A da bo mož zalotil ženo z drugim, pa ji bo pa šel Jožke gledat, mislim. Pa to ni, ne, in nisem hotela to posnetko, ne. In Matjaž je bil neskončno užaljen. Ja, in potem so bila pa 2 meseca čisto skregana, ampak pol v jesen ne smo pa naprej spet normalno sodelovali in delali, no, tako. Ja. Zmenen. Ja. Ne, ni več vprašanj. Zdaj gremo film gledati. Hvala še enkrat, hvala za obisk in za vse ostalo. Pa se vidimo potem na druženju, ne? Zdaj pa en prijeten ogled.